V studiu danes prihaja gospa, ki je delo inženirke v velikem podjetju zamenjala za vodenje rokodelske sekcije pri društvu rejcev Drobnice. Ovčja volna nekateri predstavlja le odpadek, drugi pa v njej vidijo poslovno priložnost. Sprašujemo torej se, mar res ponovno odkrivamo prednosti ekoloških materialov, ki so jih naši predniki že zdavnaj poznali in tudi s pridom uporabljali. Alenka Rupnik, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Dober dan tudi z moje strani. Ste predsednica rokodelske sekcije pri društvu rejcev Drobnice. Kako te stvari pravzaprav spadajo skupaj? Mi kot rokodelke se ukvarjamo z volno in takrat, ko smo se nekako organizirali, ni bilo ene druge organizacije, ki bi se ji pridružile in takrat je bilo tudi nekako se je ta društvo rejcev Drobnice ponovno začelo aktivirati in smo se jim pridružili. Odkot to vaše zanimanje za volno? Sami namreč ne izhajate iz kmečkega okolja. Ne izhajam iz kmečkega okolja, čeprav recimo jaz kot osebno sem pa veliko bila v času svojem otroštva in mladosti v Dolah, na kmetiji, kjer je bila doma moja mama. Tako da zanimanje je pa mislim, da to, da sem se že od majhnega ukvarjala z rokodelstvom, takrat sicer predvsem z šivanjem, klekljanjem in pletenjem. No, zdaj potem pride družina, služba in tako. Zdaj v teh zrelejših letih sem se pa ponovno obudila to rokodelstvo, s tem, da sem se začela ukvarjati pa z tkanjem na statue in predenjem na kolovrat. Rdeča nit te vaše zgodbe pa je pravzaprav nit dobesedno in volna. Ja, torej nekako smo se organizirali, pristopili k društvu in se začele oživljati tradicijo uporabe lokalne ovčje volne v rokodelske namene. Pravite lokalne, je to pomembno, da je to lokalna volna? Ja, nam oziroma tudi meni osebno se zdi v današnjem času sploh zelo pomembno, da se oživlja uporabo lokalne ovčje volne, ker se veste, zdaj danes v svetu so razni dogodki in jaz mislim, da se vse bolj poudarja tako pri hrani kot pri uporabi tekstilnih izdelkov ta lokalnost. Ovčereja je bila pred stoletjem tako dopolnilna dejavnost na kmetijah. Danes je položaj na nek način podoben, razen nekaj samostojnih večjih ovčerejskih kmetij. Ja, na našem območju je največja ovčerejska kmetija na Hmenici, od koder je tudi naš predsednik društva, Jure Podobnik. Tam se tudi, preživljajo izključno z ovčerejo in tudi z gozdarstvom, ne. Drugače so pa te ostale reje so pa manjše, kot dopolnilna dejavnost zraven zaposlitve. Vse to pa veliko prispeva tudi k ohranjanju kulturne krajine na Idrijsko-Cerkljanskem. Bi pa poudarila, da tukaj ne gre samo za ovčje rejo, ampak tudi kozje rejo, ker v društvu rejcev Drobnice so tako člani ovčje rejci kot tudi kozji rejci. In obe te vrste živali zelo prispevajo proti zaraščanju teh naših hribovskega območja. Ovce morajo lastniki striči 2-krat na leto, mislim, da? Ja, za dobrobit živali je priporočljivo, da se ovce striže 2-krat letno, čeprav veliko rejcev se odloči le za striženje 1-krat letno, ker je to za ovčerejce dejansko strošek, ker danes je na žalost volna tako rekoč brez vrednosti. Brez vrednosti, pa vendarle se z njo ukvarjate in ji poskušate dati neko vrednost. Ja, največji problem ne samo v Sloveniji, ampak tudi v celotni Evropi je, da je volna tretirana kot odpadek. Po klasifikaciji je volna odpadek, enako kot je na primer ostanki pri klanju ali pa kadavri, to so odpadek in k temu se prišteva tudi volna. In žal
je pač tako, zato je volna tudi brez vrednosti, se pa tudi na evropskem nivoju danes prizadevajo, da bi se volna prekvalificirala, ker problem je tudi s tem, ker volna se tretira kot odpadek in je problem, ker se dejansko ne sme transportirati, a ne, in vse tako. Tako da zdaj dela se tudi na tem področju, nam se pa tudi zdi škoda, da se ta volna, ki jo je navsezadnje človek se skozi tisočletja v zgodovini, je ovce nekako selekcioniral tudi v pridelavo volne, saj mu je služila kot surovina za tekstil, za oblačila. In nam se zdi pomembno tudi to, da če je človek to klice, to selekcioniral, da se danes ta volna tudi nekako uporabi, da volna zopet pridobi na pomenu. Na območju občin Idrija in Cerkno je okrog 200 rejcev, najbrž nekaj tisoč živali. Koliko volne pravzaprav pridelajo letno? Zdaj mislim, da po enih podatkih izpred 2 let je na našem območju okrog 2300 ovc. Zdaj, če gledamo, da ima vsaka ovca približno kilo do 2 kilograma volne, se ustreže vsako leto, ne? Potem je to kar velika številka, čeprav žal danes ta volna pač ni vsa uporabna. Mislim, uporabna je vsa, ampak v rokodelstvu je pa le del volne uporaben, ker volna pri naših rejcih žal je umazana in je velik delež odpadka, no tako. Volna je povsem naraven material. Zakaj vse je uporabna? Volna je naraven material, ima pa zelo širok spekter uporabe. Glede na to, da je volna izolacijski material, se lahko uporablja recimo v gradbeništvu kot izolacija. Potem volneno vlakno vsebuje veliko ogljika in se ta volna lahko uporablja tudi kot gnojilo, kot ekološko gnojilo. Potem se zelo uporablja kot izolacijski material tudi v visokih gredah. Potem se tudi v medicini, so raziskave, da bi se volna uporabljala tudi na področju medicine. Nenazadnje pa je volna tudi kot ena pomembna surovina v uporabi v tekstilstvu. In naš segment, bi rekla, v rokodelstvu smo se pač usmerjeni bolj v ta segment uporabe v izdelavi tekstili. Pot od volne pri ovčarju, kjer je ovca ostrižena, pa do nekega vašega izdelka, pa je dolga in zdi se mi, da kar zapletena. Ja, kot sem že rekla, je volna, mislim, želeli bi si, da bi bila volna že v pristrižbi boljše kvalitete. Kaj to pomeni, bolj čista? Bolj čista, predvsem bolj čista in pa tudi boljše kvalitete, ker recimo pri nas se v zadnjih letih res ni delalo nič, tudi selekcijo, nič na kvaliteti volne. Z ustrezno selekcijo ovc bi se dalo marsikaj izboljšati tudi na sami kvaliteti volne, ker naša volna je precej, vlakna so precej debela in zato je tudi taka pusta, groba volna, ne, naših teh avtohtonih ovc. Recimo napram merino volni, ki ima premer vlaken okrog 18-20 mikronov, je volna naših teh slovenskih pasm od tam do 30 mikronov. Se pravi, da je precej groba bolj. In ta pot je kar dolga, ne. Najprej je treba ovce ostriči, nato je treba to volno odbrati, se pravi, da se tista volna, ki je preumazana, pregroba, preveč resasta, se izloči. Nato je ta volna, ki jo odberemo, je potrebno pa oprati. In v Sloveniji žal nimamo ponudnika, ki bi delal uslugo pranja volne. Zdaj, glede na to, da imamo mi majhne količine volne, a ne, moramo to žal početi ročno, kar je precej dolgotrajen postopek. To v glavnem delamo v pomladansko-poletnem času, da to delamo zunaj. Po nekaj dnevnem
namakanju te volne v večjih vodah, je potem ta volna, peremo jo samo v vodi, da je čim bolj ekološka, da tudi ohrani te naravne lastnosti, vse dobre naravne lastnosti. Brez detergentov? Brez detergentov, s tem tudi ohranimo lanolin na volni. Potem je to volno treba posušiti, scefrati malo, potem se pa to volno lahko naprej mika oziroma gredeša, včasih je bilo to gredešanje, in je nekako volna že pripravljena za uporabo v rokodelskih panogah suhega, mokrega polstenja ali pa za predenje. V Sloveniji imamo tudi edinega, bi rekla, predilca, poleg Sovena, ki še prede volno v manjših količinah. To je en gospod na Goriškem in mu mi rokodelke potem večino te volne peljemo v Gorico, da nam strojno sprede volno. Nekaj jo pa spredemo tudi na kolovrat in to je potem ročno predena volna, ono je pa pol strojno predena volna, je pa, bi rekla, zelo kvalitetna volna in tudi tisti, ki jo kupi, je zelo zadovoljen z njeno kvaliteto. In ko je ta volna spredena, je pripravljena za? Je pripravljena za uporabo v rokodelstvu, pletenje, kvačkanje, tkanje, izdelavo makramejev, razne, te so pa te rokodelske panoge, ki se uporablja volno kot v nitane. Rokodelci potem poskušate te izdelke prodati. Cena teh izdelkov pa najbrž ne odraža količine dela, ki je vložen v to. Žal, mislim, tako kot vsako rokodelski izdelki, od čipke naprej, cena res ne odraža vseh ur, ki je vložena v neki izdelek, vsega truda. Pač vsak se bori po svoje, skušamo ozaveščati ljudi o dobrih lastnostih volne, o lokalnem izvoru volne, in počasi se premika, tako bom rekla. Jaz, če pogledam leta nazaj ali pa danes, mislim, da je vseeno tako rokodelstvo, kot tudi ti naravni materiali, da se zopet pridobivajo na vrednosti. Kaj pa ohranjanje teh izročil, tega znanja, temu posvečate kar nekaj pozornosti? Ja, to delamo tudi s tem, da razpisujemo razne delavnice, prikaze, ali pa da pač promoviramo to lokalno volno. V našem društvu smo to volno poimenovali volna naših ovc. Zasnovali smo pa tako, da je na vsaki klopki volne tudi napisano, pri katerem rejcu je bila volna odbrana, ker se nam zdi ta podatek zelo pomemben, da imamo sledljivost materiala do rejca samega. Kako pa gledajo sodobni dizajnerji na možnosti uporabe tega materiala? Tukaj je še precej odprtega, Mislim, da področje je dokaj ni še toliko zaživelo, ampak jaz mislim, da se da s sodobnimi pristopi danes marsikaj narediti, tako da to so pa izzivi za prihodnost, bom rekla zaenkrat. Skušamo navezati tudi te stike s kakšnim takimi dizajnerji, da bi se ta volna, predvsem lokalna ovčja volna, uporabila tudi v sodobnih izdelkih. Je ta volna lahko tudi vzgib za neko poslovno priložnost? Ja, recimo, jaz vidim osebno eno poslovno priložnost tudi v tista volna, ki ni primerna za uporabo v rokodelstvu, se da nenazadnje izdelati iz nje tudi pelete, ki so lahko zelo uporabni tudi kot gnojilo, in pa zelo priročni, ker te pelete potem ti lahko ponudiš na trgu tudi v majhnih količinah, priročnih, tako da bi bili uporabni tudi za vrtičkarje ali pa nenazadnje tudi za uporabo gnojila kot za lončnice in podobno. Tako da so možnosti tudi v teh tržnih nišah, imajo tudi to tržne niše. Že prej ste omenili, da je okrog 200 rejcev drobnice, večino vas je.
tako malih rejcev. Povezovanje teh malih rejcev je najbrž poseben izziv. Ja, zdaj leta 2021 je bilo ponovno oživljeno društvo rejcev drobnice, ki je bilo sicer prvotno ustanovljeno že leta 1997, pa je potem po spletu okoliščin nekako delovanje zamrlo. No, in leta 2021 se je to ponovno obudilo. Od takrat šteje društvo nekako tam okrog 50 članov. Zdaj nekaj je nas rokodelk, ostalo so rejci drobnice. Želimo si, da bi bilo teh članov še več, a ne? Pač to je pa izbira vsakega posameznika, a videti v tem društvu neko povezljivost, nek člen k napredku in tako naprej, ali pa ne. Mi si prizadevamo, da bi jih spodbudili z razno dejavnostjo, izobraževanjem in tako naprej, in upamo, da se bo število članov v prihodnosti tudi še povečalo. Ste rokodelke odprte tudi za nove člane? Seveda smo odprte, pač bi rekla pogoj, ni pogoj, ampak že želeno je pa, da se vsak rokodelec, ki bi se nam pridružil, da pri svojem delu uporablja tudi to lokalno volno, ne samo, neke druge materiale, ampak da so vsaj nekako v njegovih izdelkih vsaj delno uporabljena tudi ta lokalna volna. Vrsto let ste vpeti v to zgodbo. Povejte nam, na kaj ste v vsem tem času najbolj ponosni? Mogoče na to, da smo uspeli to našo volno naših ovc nekako promovirati. Jaz mislim, da smo tudi v celotnem slovenskem področju s tem nekako vzpodbudili tudi druge, da so začeli razmišljati, da je volna nekako živa stvar, ki v Sloveniji je. Po drugi strani je mogoče bila zelo odmevna naša prva razstava v Mestnem muzeju v Idriji, ki smo jo poimenovali Poklon volni. S to razstavo smo potem gostili tudi še v Solčavi, v lanskem letu v knjižnici v Tolminu. Za letos pa načrtujemo, bi rekla, del te razstave pokazati tudi v Baški grapi. Tako da mislim, da to je nekako, da se ljudi ozavešča, kaj vse se da iz te naše volne tudi narediti, kakšne izdelke se da ustvariti. To vaše ozaveščanje, kot sami pravite, pa je pravzaprav tek na dolge proge. Ja, seveda ni to čez noč, Če pogledamo napram prehrani, jaz mislim, da danes se ljudje vsekakor se ozaveščajo o tem, kako bolj naravna ali pa lažje dobiti je to lokalno hrano, ki je tudi bolj zdrava, seveda, če je prav vzgojena. Isto je pa z volno, Zdaj v svetu danes so razne situacije in potem šele takrat vidimo, kaj pomeni nekaj lokalno, Da je to, da se da hitro dobiti, da ima lahko tudi nižjo ceno kot nekaj nabavljenega, ali pa da če pride na kriza, kot se nam zdaj trenutno obeta, potem dobava sploh ni mogoča, Zdaj, če imaš ti nekaj na svojem področju, tako da jaz mislim, da delamo na temu, seveda ni pa to čez noč, Te vaše usmeritve se poklapljajo tudi z usmeritvami na področju Evropske unije. Tam so že zdavnaj prepoznali prednosti te naravne volne. Ja, če pogledamo, da je volna trajnosten material, tudi v Evropi to tako gledajo, se je tudi na tem področju veliko naredilo. Trenutno imamo v Evropski uniji deluje združenje EVA, to je European Wool Association. Po drugi strani je pa tudi v svetu organizacija IWTO, se pravi International Wool Textile Organization,
In jaz bi glede na trajnostni material prebrala kar dejstva, ki so navedene na njihovi spletni strani. Ovce so del naravnega ogljikovega cikla, saj porabijo organski ogljik, shranjen v rastlinah, in ga pretvorijo v volno. 50% teže volne je čisti organski ogljik. Volneni izdelki imajo dolgo življenjsko dobo, kar pomeni, da se uporabljajo ali nosijo dlje kot drugi tekstilni izdelki. Volneni tekstilni izdelki se običajno perejo manj pogosto pri nižjih temperaturah, kar ima manjši vpliv na okolje. Volna se zlahka reciklira. Reciklira še 6% celotnega trga volne, kar je veliko več kot druge vrste vlaken. Volna je biološko razgradljiv material, tako na kopnem kot tudi v vodi. Kot vlakno na osnovi beljakovin volna ne prispeva k onesnaženju z mikroplastiko. To so pač dejstva, ki so dokazana, in jaz mislim, da o takih stvareh je treba ljudi ozaveščati, da bojo videli, da bojo zaznali res te dobre lastnosti volne. Ob tem pa tudi ohranjanje naše tradicije, to je del izročila, to je kultura pravzaprav, ki naj se ohrani in spet oživi. Ohranjanje naše dediščine, prenos znanj, ne nazadnje pa tudi, kot sem že prej povedala, ohranjanje kulturne krajine, ker pač v teh proti zaraščanju je drobnica zelo priročna, ker so reje lahko manjše, tudi živali so manjše, so lažje obvladljive in tudi manj poškodujejo recimo hrečevnat sveta, tako da za tako področje, kot je Idrijsko-Cerkljansko hribovje, je reja drobnice zelo primerna za ohranjanje ohranjanje narave. Alenka Rupnik, jaz se vam zahvaljujem za to vaše poslanstvo, ki ga opravljate v vaši rokodelski sekciji v okviru društva. Hvala vam tudi za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.